Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Slovenija je dežela traktorjev. Statistično gledano imamo največ traktorjev na 1000 prebivalcev. Več kot 57. Glede na ta podatek je res čudno, da se je tožilstvo vtaknilo ravno v enega, Kanglerjevega, starega 35 let. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali pravosodje ali brezplodje, kam plove naše sodstvo, zakaj je tako in kaj lahko storimo, da bo drugače. Zakaj imamo tako nizko zaupanje v naš pravosodni sistem, kaj je res in kaj ne, se bomo pogovarjali z dvema prvovrstnima odvetnikoma. Lucijo Šikovec-Ušaj, našo stalno komentatorico, in premierno Damirjem Ivančičem. Toplo pozdravljena. Dober večer. Najprej, Lucija, če dovoliš vprašanje za Damirja, ki je premierno v oddaji. Damir, kako se počutiš? Hvala in hvala za vabilo. Dobro se počutim. Ni za kaj, se pravi, če bom kdaj potreboval tvoje storitve, lahko še vedno računam na te. Se priporočam. V redu, to je zmerno imeti dobre odnose z odvetniki. Lucija, Damir, prvo vprašanje, čeprav ni namen današnje oddaje, da komentiramo konkretne primere, ampak vendarle, ker je novica odjeknila ravno danes. Kako komentirate to rošado Gregor Strojin, Tina Brecelj? Do sedaj ni bilo ravno to običajna praksa, ne? Da tiskovni predstavnik na Vrhovnem sodišču postane državni sekretar na ministrstvu, bivša državna sekretarka na ministrstvu, pa tiskovna predstavnica na sodišču. Lucija. Začnem. Ja, torej najmanj kar je to izjemno nehigienično, ker gospa Brecljeva je v zvezi z vrhovnim sodnikom. Na sodišču je tudi... To je njen soprog, ne? Tako je, ja. je tudi prva soproga vrhovna sodnica. Torej to parčkanje in to ne vzbuja v ljudeh seveda nikakršnega zaupanja, gre za kot neko familiarno zadevo. Sodišče je torej povezano ne samo, bi rekla, partijsko ali strankarsko, da ne bo izgledalo, da je partija kot stranka, mislim, ampak je povezano zdaj tudi že v svaštvu, v zakonskih zvezah, v izvenzakonskih zvezah. Skratka, to zveni kar zapleteno, Lucija, tako kot kakšen Melrose Place. Točno, natanko tako, ne? In tudi tako se počutiš, kot ja prideš. Ne? Ja, to je verjetno narodno. Damir, kaj pa ti praviš na drugi del te zgodbe? Se pravi to, da je gospod Strojin postal državni sekretar na ministrstvu za pravosodje. Si ti bil osebno presenečen na to potezo? Kako se ti to zdi, kot človek iz prakse? Menim, da načeloma seveda to vedno stvar odločitve ministra za pravosodje oziroma konkretne ministrice za pravosodje, ki se seveda mora izbrati sebi strokovno primerne kandidate, da lahko upravlja zahtevno funkcijo. Samo to dejstvo seveda težko komentiram oziroma se v to ne bi spuščalo. Lahko pa nasplošno povem, da menim, da je v celotni pravosodni politiki oziroma politiki kot takšni pravosodnega ministrstva potrebno, po mojem prepričanju, vključiti vse deležnike pravosodja z bolj pravičnim, bolj poštenim in rečemo temu objektivnim pogledom na delovanje pravosodja, ki ima veliko realnih težav, ki jih je potrebno rešiti, in pri tem si seveda sam želim najboljše možne strokovnjake in ljudje iz prakse, bodisi sodišča, bodisi iz odvetništva, državnega nenazadnje tožilstva ali odvetništva, so seveda zaželeni strokovni kadri. Vsekakor pa mora vsakdo pri sebi seveda najprej razčistiti, kako lahko deluje ob morebitnih konfliktih interesov, če do njih pride. Ja, vse to bomo zdaj videli, kako bo to potekalo v praksi, no, ampak že potem, kar smo pač na nek način tudi povedali gledalkam in gledalcem, vse te sorodstvene povezave in tako naprej, in verjetno ne bo prav lahko. Ok, pustimo to, ampak glede na to zgodbo, s katero smo začeli današnjo debato, kaj pravite recimo na rezultate tele ankete, ki je bila sicer objavljena v časopisu Delo lansko leto. Skratka, vprašanje je bilo, se strinjate s trditvijo, da je slovensko pravosodje neodvisna veja oblasti? 36% se ne strinja, 26% se sploh ne strinja. To so kar zaskrbljujoči rezultati, se vam ne zdi? Če smem, seveda vedno je sodstvo predmet presoje vseh vrst javnosti, splošne, strokovne in seveda uporabniške. Zaskrbljujoče zagotovo je, če ljudje ne zaupajo pravosodju oziroma dobimo takšne rezultate. Pri tem bi morda poleg komentiranja na to anketo poudaril, da tudi Vrhovno sodišče
samo že od leta 2013 objavlja tako raziskave o zadovoljstvu javnosti z delom sodišč. Tako je bila zadnja objavljena leta 2017, se pravi v preteklem letu, kjer je sodstvo samo tudi na svoji strani objavilo, sedaj pod predsednikom Florjančičem, raziskave, ki kaže na to, da se to zaupanje v pravosodje statistično dviguje, vendar tudi sami ugotavljajo, da je še vedno na zelo nizki ravni. Pri tem je seveda recimo simptomatično ali pač ne, zanimivo pogledati, kako različno dojemajo te javnosti, splošna in strokovno. Strokovno javnost, mislim predvsem državne tožilce, državne odvetnike in pa odvetnike, kjer je najnižja stopnja zaupanja izražena s strani odvetnikov. Seveda je tukaj potrebno pogledati objektivno oziroma skušati biti tukaj objektivni, seveda poiskati razloge na obeh stranih. Ok, ampak Lucija, vprašanje tukaj je bilo, a je sodstvo neodvisna? A je pravosodni sistem neodvisna veja oblasti? To je kar zaskrbljujoče, ker se mi zdi, to je eden izmed osnovnih postulatov demokratičnega ureditve, demokratične družbe, da je pravosodna veja, da je to neodvisna veja oblasti, ne? Ja, ampak pravosodje nismo še doživeli, vse jasne, da bi bilo pravosodje politično neodvisno. Takrat, ko je bil, torej ni bil trajen mandat, ampak so bile reelekcije, ni bilo, ker so trdili, da zaradi torej nekega roka ne morejo soditi neodvisno, potem je postal trajni mandat, pa se je ugotovilo, da ravno tako ne sodijo politično neodvisno. Edino strank je več, zato je več sodnikov tudi vpletenih in ne veš, kdo pije in kdo plača. Takrat smo vedeli, pri čem smo bolj natančno, kdo je na kateri strani, ker sta bili samo dve strani. Zdaj je teh strani toliko, da se tudi jaz kot z dolgoletno prakso zgubim. Ne vem več, kdo je čigav, če tako rečem. Jaz sem velikokrat predlagala in moji kolegi so to tako dosti, bi rekla, posmehljivo zavrnili, predlog, da bi odvetniki anonimno ocenjevali delo sodnikov. Da bi bil to eden od pokazateljev, ali bo sodnik napredoval ali ne. Sej lahko je sodnik do mene krivičen ali pa do meni recimo privržen, ali kako bi rekla, do mene pozitivno diskriminatoren, ampak v tem primeru do drugega odvetnika ne bo. Torej se te dve mnenji enostavno izničita, če jaz nekoga dobro ocenim, ga drugi slabo oceni in je to potem... To je v bistvu podobno, kot je v akademskem svetu, kjer je za izvolitev naziv je merodajno tudi mnenje študentov. Ja, in jaz mislim, da bi morali odvetniki to, če ne poznaš sodnika, pač pustiš prazno, ampak sicer bi pa dobili bistveno bolj objektivno sliko, kot če se sodniki sami med seboj ocenjujejo. Poleg vsega vemo, da so recimo Ljubljansko okrožno sodišče in Ljubljansko višje sodišče in Vrhovno sodišče gostujejo v isti stavbi, vsi se poznamo, ne nazadnje poznam jaz vse vrhovne sodnike, vsi smo približno za ista generacija. In je to nemogoče, torej bi morali zadeve na višje sodišče anonimizirane, da se ne bi vedlo, katere so stranke oziroma kateri odvetniki jih zastopajo. To bi bila ena rešitev. Druga rešitev bi bila, da se predodelijo drugim višjim sodiščem v državi, tako kot se zemljiško-knjižni vpisi vložiš, ne veš, katero sodišče bo odločalo o tvojem predlogu za zemljiško knjigo, tako da si včasih presenečen, dobiš iz Lendave vpis v zemljiško knjigo in tako naprej. Torej, so poti, da bi se dalo doseči večjo objektivnost sodišča, ampak zato je potreben nek določen napor. Ki pa... Damir, izvoli. Če smem tukaj dodati, sam velikokrat v razpravi neformalni, tudi z sodniki, kjer seveda se medsebojno tako ali drugače poznamo, večkrat želim izpostaviti oziroma poudariti to, da si želim sam medsebojne interakcije, se pravi interdisciplinarnega ali pa bom rekel deležniškega vpogleda v stvari na ravni recimo temu različnih seminarjev oziroma različnih pogovorov na temo problema, ki ga dojemamo mi kot odvetniki in na drugi strani tudi sodniki, ki dojemajo morda nedostojno ali pa nekorektno obnašanje na strani odvetnikov. Vendar venomer sam dobivam občutek, da prihajamo pred zid, kjer se ta komunikacija bodisi zaradi vtisa javnosti, da ne bi kdo mislil ravno to, kar je kolegica ravno omenila, medsebojno poznavanje in s tem vplivanje na postopke, ne želijo tega realno lotiti. Moje mnenje je, da bi Ministrstvo za pravosodje naredilo velik korak v tej smeri, če bi spodbujalo medsebojno vključevanje deležnikov in s tem tudi dopuščanje različnih mnenj. Predvsem, kar pa opažam, realno je, da je premalo prehajanja izkušenih, bom rekel, odvetnikov v sodni sistem kot takšen. Ne govorim
samo odvetnikov, to je lahko tudi sposoben pravnik iz gospodarstva z dolgoletnimi Se pravi, če izkušnjami. vaju prav razumem, gre bolj za obratno. Ne? Tisti, ki so v sodniji, grejo potem v odvetniške vrste, drugo pa ni res. Ne? Čeprav to se je zdaj malo ustavilo. To je bilo najhujše, se je dogajalo tam leta 1991, ko so bili majčkeno žerjavci in se ni točno vedelo, kaj se bo z njimi zgodilo. Potem so videli, da se ni nič zgodilo in so se nekateri tudi celo vrnili v sodniške vrste, ker ta njihov mandat je trajan in oni tudi, če zapustijo, se lahko vrnejo. Tako da težko bo odvetnik lahko prišel na sodišče med sodnike, s katerimi je v takšnem ali drugačnem konfliktu tekom recimo 20-30 let bo doživel, in to so v glavnem vsi odvetniki, ki so prišli na sodišče, so bili vse na Ljubljansko okrožno sodišče, ne poznam drugih, so bili po hitrem postopku, tako jim je bilo namignjeno, da naj zapustijo sodne vrste. Ampak kak je zdaj ta odnos vaš, oprosti Damir, takoj boš dobil besedo, kak je zdaj ta vaš odnos, recimo sodniki, odvetniki, a je to podobno, če karikiram, da bo nam laikom jasno, tako kot pač sodnik v nogometu, njegov odnos do nogometašev ali do trenerjev, ali kako izgleda zdaj dejansko ta vaš odnos? Je to zdaj z neke principe avtoritete ali kako drugače? Seveda je, se pričujem, Lucija, seveda je po definiciji pozicije, na kateri se pač nahajamo, seveda sodnik nesporna avtoriteta oziroma mora biti nesporna avtoriteta v smislu pravne presoje stvari. Seveda pa si mora posamezni sodnik tudi prislužiti svojim dejanskim poznavanjem področja, poznavanjem vodenja in tudi upoštevanjem dejstva, da smo si ljudje v resnici različni, da imamo vedno opravka z konfliktom v vsakem primeru in da je vsaka stranka prepričana v svoj, lahko temu rečemo tudi sveti prav. Na koncu pa običajno ena zgubi, druga pa zmaga. Se pravi, sodnik mora znati tudi dobro slalomirati, če lahko temu rečem, med temi psihološkimi momenti med samim sojenjem in na ta način si želim, kar sem prej skušal omeniti, da bi sodstvo spustilo v svoje vrste širše zunanje izkušnje, zunanje vplive in bi na ta način širilo tudi pravno misel, ker ne nazadnje, za zagotavljanje pravne varnosti morajo imeti vsi udeleženci, da ne rečem deležniki, občutek, da je pravna varnost zagotovljena. Kaj to v resnici pomeni? To pomeni preprosto, da vemo, kako se lahko obnašamo in kaj lahko za to pričakujemo. Se pravi, da je postopek predvidljiv, zanesljiv in zaupanja vreden. Tukaj pa je velikega pomena sodna praksa, ki se ne sme spreminjati bodi si zaradi dnevno-političnih ali drugih vzgibov, ki se lahko dogajajo in zaradi katere nam stranke večkrat same govorijo o teh občutkih. O teh občutkih sem velikokrat slišal ogromno, sam v to ne želim verjeti, se borim in želim biti vedno strokovno objektiven v postopanju, želim biti tudi, lahko rečem, energičen, včasih za marsikoga sodnika tudi rečemo zoperen, vendar vedno pošten, korekten in spoštljiv. Ne nazadnje kodeks odvetniške etike tisti, ki nam nalaga, da moramo biti spoštljivi, če tudi se ne strinjamo z odločitvami sodišč. Lucija, kaj so recimo glavne ovire, da ni pravosodni sistem tak, kot ga je Damir zdaj opisal? Da ni tega zaupanja v pravno varnost? Že sam nabor sodnikov se mi zdi, da je zgrešen. Mislim, da prvič, da se je v tistem času po osamosvojitvi se je nakadrovalo ogromno sodnikov, samo da, torej mislim, da je bil pogoj, da imajo 30 let, kar se mi zdi absolutno premlado za biti sodnik, s premalo življenjskimi izkušnjami. Drugo je zaprtost sodnikov, torej da ni recimo prizora, ki ga vidiš v ameriškem filmu, ko reče sodnik v mojo sobo, a ne, in potem oba odvetnika poklapano in malo v strahu stopita v sobo. Tega si na nekem sodišču v Sloveniji ne moreš predstavljati, da bo sodnik rekel, zdaj pa odvetnika k meni in obema povedal par krepkih, kako naj se obnašata in kam gre zadeva in tako naprej. Skratka, pri nas sodniki ne znajo, bi rekla, da je dostikrat znanje odvetnikov boljše, bolj kvalitetno kot sodnikov. Ampak zakaj misliš, da je tako, oprosti? A je to zaradi finančnih stimulacij, je problem? Kako je zdaj s tem? Ne? Ker, a veš, na nekih področjih recimo opažaš kot javnost strokovna ali pa laična, da tisti, ki je na vrhu piramide, ni najboljš plačan. Ne? Kako je zdaj s tem v sodstvu? Je to težava ali je težava kje drugje? Tisti, ki so na vrhu, so kar dobro plačani, poleg vsega še zaslužijo tudi drugje, to je znano. Ampak problem je tega, da sodišče kot pač javno
javna služba, ne, daje te bonitete, kot so porodniški dopust, bolniški in tako naprej, kar je za ženske zelo privlačno. To nobeden ne bo pogrešal sodnice, ki 1 leto ni ali 2 let je ni, zaradi porodniškega dopusta, odvetnica si tega ne more privoščiti, niti bolniškega ne. Torej, je dosti feminizirano ravno zaradi vsega tega, kar prinaša poleg plače, ki ni, da se razumemo, plača ni visoka, odgovornost vendarle je, vendar so pa druge bonitete, to je varnost, trajnost službe, to, da pridajo, pa je toplo, a ne, lušten pozim v sobi, pa jih ne zanima, koliko stane kurjava. Skratka, te bonitete imajo oni in zato ne gredo, ne riskirajo, da bi šli na trg. Okay. No, ampak v redu, se opravičujem, Damir, moramo narediti en krajši premor. Bomo nadaljevali po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem stanja v pravosodju. Ostanite. Odločila za odvetniški poklic. Damir, čeprav vem, ti si najprej hotel postati sodnik, pa si zdaj odvetnik. Kako je bilo pa pri tebi, Lucija? 2 uri, ki je pisalna tabla, da so uradne ure, da je to vse, kar delajo v enem tednu. Sem bila otrok, sem mislila, 2 uri, to je zame. No, pa sem sprevidela, da 2 uri si mogoče frej ostalo, pa delaš. Tako da... Če smem, še vedno lahko postaneš ali sodnik in odvetnik in obratno. Ravno to je tisto, kar sem prej govoril. Mislim, da je dobro, da bi se dogajalo več tega prehajanja. Pa te še nekaj tebe osebno bi bil sodnik? Trenutno sem zelo zadovoljen s svojim poklicom, ne bom pa rekel nikoli ne reci nikoli. Mislim, da bi to morala biti nenazadnje nagrada dobre pravniške kariere. Na vrhu bom rekel proti recimo temu koncu izkušenj z nabiranjem čim več modrosti, upam, da tudi s tem povezanega znanja iz prakse, bi bilo ravno to, kar sem prej skušal omeniti, dobro, da bi se na predvsem višjih inštancah, kjer dobivaš te izkušnje in kjer presoješ tudi o bolj zahtevnejših stvareh, znašlo več izkušenih pravnikov iz zunanjih vrst. Veš, kaj bi bilo tudi dobro? Po mojem za tvoje stranke, če bi ti bil najprej njihov odvetnik, pa bi jim pa sodil. To bi se pa moral izločiti. To pa nikako ne bi šlo. To je pa tisto, zaradi česa smo se prej pogovarjali, ko sta se pogovarjala o tem občutku, kaj si ljudje mislijo in glede vide za neodvisnosti. Ravno to je bil problem, če bi lahko temu rekli. In hkrati v tem kontekstu, če lahko tu samo dodam, vprašanje, ki je sedaj tudi politično aktualno, vprašanje trajnega mandata sodnikov. Sam se absolutno nikakor ne zavzemam za to, da bi se kakorkoli ukinjal ta trajni mandat, tudi preizkusni mandat ne, saj imamo, če govorimo o pravilni presoji, prva 3 leta ob imenovanju sodnika, se pravi sodniki, mladi sodniki, začetniki, imajo vsako leto preizkušnjo oziroma oceno sodniške službe, ki jo lahko seveda neuspešno upravijo. Se pravi, če se izvaja ta ocena korektno, objektivno in pravilno, tudi lahko pride do tega, da takšen sodnik ne more več opravljati sodniške službe. In tudi so takšni primeri že bili. Torej, če dam eno primerjavo, pa smo bili še, mislim, v Jugoslaviji ali pa tam nekje v 90-ih letih, sem brala en članek, Egipt je imel trajni mandat sodniški, torej bistveno prej kot mi. Tam so imeli vse mandate trajne, veš, tudi Hosni Mubarak. Vse smo imeli tudi trajnega predsednika, ne, mislim, ampak sodniški mandati niso bili takrat trajni, ampak je bilo zanimivo meni to, da po 3 kršitvah, absolutnih bistvenih kršitvah pravil postopka, da se razumemo, ti se lahko zmotiš v materialnem pravu pri množici predpisov, ti se lahko zmotiš pri dejanskem stanju zelo hitro, ampak če pa sodnik naredi kršitev pravil postopka, ne, je pa to torej tista edini zakon, po katerem mora on delati, Biblija sodnikovega dela, in po 3 torej, absolutnih kršitvah postopka je trajni mandat sodniku prenehal. V Egiptu, ne vem kako je danes, ampak takrat je bilo tako. In to se mi zdi bistveno, da ko se sodniku dokažejo take kršitve, bi mu moral prenehati trajni mandat. Še enkrat rečem, ne govorimo o materialnem pravu, ne mogoče vsega poznati, na dejanskem stanju lahko zdrsneš zelo hiter, pač nekaj spregledaš, nekaj narobe razumeš, ampak da pa prihaja do kršitev zakona, procesnega zakona, kar pa je
zelo pogosto. To se pa ne bi smelo dogajati in tukaj pa mislim, da bi mogla biti sankcija izguba, odvzem, kakorkoli se temu reče, trajnega mandata. Seveda, kar pravi Lucija, drži absolutna bistvena kršitev postopka, kolikor do nje pride v postopku, je res tista najhujša oblika kršitve, ki je možna. Ne v zagovor ali v bran kogarkoli, ne? Ampak želim izpostaviti vendarle dejstvo, da tudi sodna praksa, katero praktično postavlja Vrhovno sodišče Republike Slovenije, se tudi pri vprašanju, ki jo moramo seveda vsebinsko napolnjevati, kaj pa je v konkretnem primeru absolutna bistvena kršitev, večkrat tudi žal spreminja. Enkrat je lahko odločitev takšna, čez nekaj časa se lahko zgodi seveda ob utemeljitvah spremembe in razvoja prava, do katerega tudi pride in seveda se pravo razvija in lahko sodišče spremeni svoje stališče, da nekaj prej oceni kot absolutno bistveno kršitev, v drugem primeru pa morda celo ne, čeprav do takšnih hudih razlik ne bi smelo prihajati. Ampak vendar, če želimo krepiti načelo zaupanja v pravosodje, to kot sem prej na začetku pomenil, je seveda načelo pravne varnosti, ki ga tako vsi opevamo oziroma vsi radi o njem govorimo, resnično pomembno vsebinsko in ni le črka na papirju. Jaz se spomnim izredno dobrega reka ali rekla dr. Cilira Ribičiča, nekdanjega ustavnega sodnika, ki je nekoč v eni zadevi zapisal: odvetnika se naj ne sodi kot, sedaj pa bo seveda za koga to morda najbolj zanimivo, dobro plačanega, ne bodi ga treba, ampak kot temeljnega varuha obdolženčevih pravic v postopku. In to je tisto v primeru kazenskih postopkov, kateremu je treba resnično stremeti, saj imamo na eni strani nebogega, samega posameznika, kakorkoli domnevno in ves državni aparat, ki ima vse vzvode, tako monopola fizičnega priseljevanja, kakor seveda vseh ostalih zakonitih sredstev, da zakonito procesira vse svoje odločitve in posameznika in bolj ali manj sposobnega odvetnika, ki se bori, ne zastopa dejanja, če tudi bi bilo storjeno, zastopa pa osebo. Ampak zdaj, če to drži, kar si zdaj povedal, vidim, da se Lucija strinja, zakaj imamo potem ljudje včasih občutek, posebej v teh odmevnih primerih proti nekim vplivnim javnim posameznikom, ne, ki so tudi ekonomsko in drugače močni, da je ves ta aparat praktično nemočen. Zakaj do tega recimo pride? A je to samo občutek ali je to dejansko tako? Zdaj bom jaz povedala mlajšemu kolegu pač eno žalostno zadevo. Ne, med nama je kar nekaj, bi rekla, let. Nekaj prostora je, vsak je prostora, ti si v Ljubljani, on je v Celju. Lahko povem, da zoper kar nekaj odvetnikov se nabirajo dokazi o ponarejanju dokazov v kazenskih postopkih, da nekateri odvetniki se poslužujejo dejansko zadev, ki mislim, da ne pritičejo odvetnikom, vendar bo to povezano s tistimi strankami, ki si lahko to privoščijo. Sicer pa v kazenskih postopkih je še vedno stojim na stališču, da je bolje pač enega krivega spustiti, kot pa nedolžnega obsoditi. Tako da, oziroma 100 krivih spustiti, kot enega nedolžnega obsoditi. S tem, da moram reči, da je dejansko sodišče, ki bi samo obsojalo zato, da bi bilo ljudem všečno, bi rekel, zdaj smo ga pa obsodili in bi bilo slabo sodišče. A pa se to dogaja, oprosti Lucija, Damir, to neko alibi sojenje, ne? Ker laiki imamo včasih občutek zaradi tega instančnega sojenja, ne? Da se na prvi stopnji marsikaj skozi spustijo, se bo pol višje sodišče ali pa tisto, ki pač pride pol v verigi, že to popravilo. A imate vidva občutek, da se dogaja tega? So sodbe na prvi stopnji tudi alibi sodbe v tem smislu? Načelno se moraš na prvi stopnji največ potruditi in ko sem jaz bila mlada, je veljalo dober odvetnik dobi spor na prvi stopnji. Če na tem mestu se sam priključim Luciji v tem smislu, da hočem povedati, da je neka pravna kultura tudi evropskega kontinentalnega, bolj pa anglosaksonskega sistema ta, da se odvetniki redko pritožujejo v Angliji in podobnih sodiščih, ker je argumenti, da avtoriteta prvostopenjski sod tako dobra in močna, da velikokrat obstoji. Tudi pri nas je seveda, ne moramo a priori izhajati iz izhodišča, da ni. Seveda je inštančno sojenje tisto, ki vedno omogoča naknadno kontrolo, zato pa ga tudi imamo uvedenega, da se preverijo vidiki sojenja tudi še s strani inštančnega sodišča, v tem primeru senata 3 sodnikov. Na prvi stopnji sodi več ali manj sodnik posameznik, v kazenskih primerih lahko tudi seveda prisedniški sistem senata, ampak dejansko sodi realno sodnik. Naknadna kontrola je pa tista, ki dejansko krepi načelo zaupanja v pravo, pravne varnosti, da ta odločitev
bodi si obstoji ali pa tudi ne. To je namen inštančnega sojenja. Ja, kak je pa v praksi? Lej, problem je, recimo jaz zdaj pišem pritožbo, sodba ima 160 strani, Ja. spis ima okrog Kaj pa je bilo 7-8, očitano kaznivo dejanje? Da je 160 spis ima par 10.000 strani. Ja. Torej ga ni višjega sodišča in nihče mi ne bo rekel, da bo katerokoli sodišče vse prisluhe še enkrat dalo skozi, vse to prebralo, tako da bo šlo po liniji torej najmanjšega odpora, pogledalo bo, če so kakšne torej absolutno bistvene kršitve, ki se jih da na hitro dokazati, v dejansko stanje ne verjamem, da se bo spuščalo, ker je to praktično nemogoče še enkrat ponavljati. Zato je prva stopnja še kako pomembna in zato misel, da je sodnik na prvi stopnji lahko začetnik, se mi zdi povsem zgrešena. Jasno, da višje, ko greš... Ja, tudi odvetnik upamo, da ni začetnik, ne? Ja, gotovo, nekoč tudi pri kirurgu si ne želiš priti v prost k tismu, ko te prvič drži skalpel v roki. A ne? Ampak Mislim, izkušnje si nabiramo na začetku, če ne začetka ne bi bilo, bil bi kar konec. Ja. Če govorimo o tem, nekje je treba nabirati izkušnje, zato pa je izbor sodnikov tisti, ki je pomemben na začetku. Ja. Ne nazadnje imamo zelo dolgo dobo šolanja in tudi težkega pravosodnega izpita. Če delamo primerjavo s številnimi drugimi poklici, je zagotovo priti do vrha stopničke, zagotovo veliko potrebno prehoditi. In tudi star moraš biti 30 let, da si lahko sploh To, kar si ti, Lucija, omenila, ne, ta obsežnost. Ne, recimo, zdaj smo imeli zadnja ena taka odmevna akcija, so bile te pač obtožnice proti tem iz zdravstvenega sistema, ne, in so pripeljali tam s kombijom, ne vem, 30 škatl, ne. Pa se to je po mojem vsakmu laiku jasno, da iz 30 škatl, dokler ne bo zadeva in tako ne moreš nič ugotoviti. Po drugi strani smo pa videli za odgovornega, ne, za finančno krizo v ZDA, ko ga je FBI aretiral, je prišel ven agent z eno mapco pod ramo, pa je bila neka milijardna škoda, ne. Zakaj pri nas recimo, zakaj so sodbe 160 strani dolge, zakaj je več 10.000 strani gradiva, a so stvari res toliko zapletene, da se ne da to na drugačen način reševati? Mislim, da bi se dal, predvsem bi morali, kot rečeno, biti večje sodelovanje med zagovorniki v kazenskih postopkih, tožilci, vendarle vsi vemo, koliko je ura. Ne? Dobro, zagovorniki vemo, pač kar nam povejo obdolženci, tožilci bodo ustrajali na krivdi, ampak vsi vemo, kaj se da dokazati in česa se ne da. Ampak tožilci včasih prav, da bi umrtlega konja brcali, terajo postopke, zahtevajo blazne kazni, ker so potem na naslovnicah časopisov. Na koncu se pa vse razvodeni, postopki so dragi, recimo že prevajalci iz kakšnega jezika to pobere po 50-100 tisoč evrov na tako obravnavo. Ljudje vidijo na koncu, potem pride do konca in je oprostilka in je potem seveda cel halok, ki je to stalo davkoplačevalce. Jaz sem prepričana, da bi se dalo postopke koncentrirati za več dogovarjanja, za več priznanji in nekimi normalnimi kaznimi. Ko pa meni reče tožilec, da mi predlaga kazen, za katero jaz vem, da če se mu bo tudi dokazalo vse skupaj, ne bo tako visoka ali pa bo tukaj, a ne, potem se nam seveda ne splaša priznati, ampak raje gremo igrati ruleto, mogoče pa izvlečemo in še vedno se je praviloma izkazalo, da iz ponudbe 12 let potem pristanemo obsodilno sodbo na 4 leta ali kaj podobnega, skratka, zakaj bi priznal? Se pravi, tožilstvo ponudi stranki vajeni 12 let, 12 let na pa ne koncu prizna, pa dobi 4. Tako, no, torej... Pri tem se moramo zavedati, da se vedno igramo oziroma je v vprašanju v centru pozornosti posameznikov življenje ali pa njegova svoboda. Se pravi, tukaj treba biti dejansko subtilen. Seveda bo stališče na drugi strani nekdo, ki je storil hudo, zavržno kaznivo dejanje, ki ga družba kot takšnega opredeljuje kot kaznivo dejanje, mora tudi dobiti pravično odmeno za storjeno dejanje. Vendar človeka po tem postopku nikakor ne smemo razčlovečiti, ampak moramo ponuditi novo priložnost. Ker penologija oziroma kriminologija jasno razlikuje. Kratkotrajne kazni in dolgotrajne kazni so lahko absolutno brez učinka, ker na eni strani ne dobijo občutka kazni, po drugi strani pa lahko človeka razčlovečijo v tem smislu, da niti ni več socialno vključljiv nazaj po nekih hudo zavrženih To razumemo, ampak stvareh. kako si to zdaj razloži, da tožilstvo ponudi 12 let, potem pa ne prizna, pa dobi 4 leta. To je 3-krat manj, ne? Potem imaš pa tiste, ki priznajo in so oproščeni, ne? Mislim, da ne boš mislil, da tudi... celo to se dogaja? Tudi to se dogaja. Skratka, to so ti absurdi sodstva in zato jaz mislim, da je narobe koncipiran sistem. Zato bi verjetno bilo to, kot je omenil Damir,
več interakcij, ampak med pravniki, ne med obdolžencem. Ne? Mislim, obdolženec je nažalost, ga vzameš za svojega in delaš za njega. On je odvisen in ti mora zaupati, kot ti zaupaš zdravniku. Če ti ne zaupa, potem adijo, nima smisla, da dela s tabo. In potem bi se morali reči, tole je dokazano, tole ni dokazano, pa se dajmo, a ne, zmeniti, odvetniki približno vemo, a je naša stranka kriva ali ni kriva. Zdaj, iz TV serije tako izgleda v Ameriki, ne, približno. Tam se skozi neki dogovarjajo pa pogovarjajo. Aljuš, če izpostavim Ameriko, ki si jo ravno kar omenil, debata o tem institutu priznanja krivde, ki je bilo na novo uvedeno v našem kazenskem pravu, je recimo najbolj primerljivo možno opraviti primerjavo z ameriškim sistemom, kjer se v Ameriki recimo podaja to dejstvo, da tožilstvo dejansko postavlja v izhodišču realno nerealne visoke kazni z namenom, da se bo v postopku pogajanja prišlo do neke realne osnove. Sam osebno in tudi veliko sodnikov je že o tem pisalo in tudi strokovna javnost govori o tem, kar jaz sam kot odvetnik opažam, je to, da v pogajanjih praktično nimamo več možnosti s tožilstvom priti do drugačnih pogledov na zadevo, ker kot tožilstvo opredeli neko dejanje kot takšno, seveda je to njegova absolutno neodvisna vloga in pravica. Komu mi skušamo razložiti, da pa sami vidimo nekoliko drugačno stvar, ki bi pa lahko pripeljala do oboje stranske pozitivne rešitve, enostavno se ne moremo pogajati zunaj okvirjev postavljenih obtožb. Lahko seveda se pogovarjamo relativno tudi o pravni kvalifikaciji, vendar si že v okvirih. Velikokrat seveda potem prije stranka in reče, jaz tega preprosto nisem storil. Tako, kot je rekla Lucija, ne? Oni ponudijo 12 let, pa ne prizna, pa dobi 4. Zakaj bi se sploh pogovarjal? Vem, ampak hočem reči, tudi en dan zapora, verjamem, nikomur ni povšeči, kaj šele 12 in 4 leta. Sej za nedolžne nikoli ne boš se zdilal, za nobeno kazen. Tukaj boš pač vztrajal pri svojem. Vidva verjameta svojim strankam brezpogojno, ali kako je s tem zdaj? Torej, jaz osebno jemljem svoje... Jaz sem ženska in jaz verjamem svojim strankam. Jaz mu tudi povem, ne se meni lagati, midva se lahko zmeniva, pa se bova naprej imela neko, kako bi rekla, neko zgodbo, ampak ne meni, ker v končni fazi lahko jaz lastno stranko pokopljem s kakšnim vprašanjem, ki je neprimerno, če ne vem resnice. Tako da ponavadi mi stranke zaupajo in mi povedo resnico, potem pa pač to nekako naprej speljamo. Sam imam popolnoma enak pristop v smislu tega, da želim vedeti čim več, če se le da, saj le tako lahko zagotovim stranki najboljšo obrambo. Moramo povedati, da je seveda vsak človek, tudi ko pride do odvetnika, nagen k temu, da skuša stvar morda prikazati sebi bolj ugodno in tudi prepričljivo poudarja, da je bilo tako in tako. In dokler seveda ni izkazano drugače, ni razloga verjeti drugače. Moramo tu postaviti vejico, ne odhajate gledalke, gledalci, vrnemo se po oglasih, ko bomo s komentatorima podali zaključne misli. Pozdravljeni še zadnjič nocoj. Lucija, Damir, če bi imela čarobno palčko, kaj bi bila tista ena stvar, ki bi jo spremenila v slovenskem pravosodnem sistemu? Da ne sme biti nobena vloga daljša od 3 strani. To je edino nekorektno vprašanje, ki se ga danes postavi, ker ni mogoče odgovoriti. Ja, no, vse odvetniki morate biti navajeni tudi na... Želim si tisto, kar ste vi tisti, ki postavljate nekorektno vprašanje? Želim si, malo za šalo, ne, seveda, želim si enostavno tisto, kar sem rekel prej, da bi se deležniki v pravosodju medsebojno spoštovali in poslušali. Ok, se pravi, če jo prav razumem, tarife odvetniške niso problem, čeprav se 15 let že niso spremenile? Meni je problem, jaz ne sklepam posebnih pogodb, kolegom, ki sklepajo pogodbe, tistim najbrž niso. Jaz delam po tarifi in mi je problem, ker je zelo nizka. Odvetniška zbornica se že vrsto let bori za to in prav je, da se spremeni in Ministrstvo za pravosodje mora tukaj prisluhniti. Evo, ste slišali zdaj Ministrstvo za pravosodje. Lucija Šikovec-Ušaj, Damir Ivančič, najlepša hvala za vajine današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bila na zatožni klopi 172. vdaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali, zakaj se zapleta pri gradnji drugega tira in Karavank. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.